Hvaležno pozdravljeni 31. zvečer, nekaj sekund pred polnočjo bomo odštevali in se veselili ter pozdravili novo leto 2018. Ampak novo leto se pravzaprav iz oči astrologa malce prej se zgodi. Zakaj? Kaj je tisto, kar pravzaprav astrologi opazujejo in kakšen je naraven ritem? Ritem narave. V naši družbi je absolutno najbolj prepoznavna astrologinja v Sloveniji Jasmina Krt. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Dobrodošla, živijo. Veliko stvari učiš ljudi, imaš tudi šolo, različne stvari povezuješ na tak in drugačen način. Jasmina, danes pa bomo govorili o naravnem ritmu in o astrološkem letu 2018. Kdaj se zdaj začne astrološko leto 2018? Ok, tako, astrološko leto, bomo rekli 2018, oziroma nov ciklus, se ravna po poti Sonca. Zahodna astrologija temelji na poti Sonca, se pravi, gleda, kako Sonce potuje iz znamenja v znamenje, oziroma kdaj je v bistvu največ časa nad obzorjem, kdaj je pa največ časa pod obzorjem. In mislim, da ljudje dobro vemo, da v času nekje 21. decembra je Sonce najmanj časa na obzorju, najnižje. Takrat imamo najkrajši dan in najdaljšo noč. In to je v bistvu na nek način zaključek enega ciklusa in praktično začetek novega ciklusa. Ker že v starih, bom rekla, že naši predniki, poganski predniki, so smatrali Sonce kot največjo zvezdo na nebu, tako so ga oni videli, in so se ravnali po njemu in so opazovali, kako Sonce praktično iz dneva v dan zgublja na moči, kako vsak dan manj svetlobe, in so bili zelo prestrašeni, kaj se bo zdaj zgodilo, ali bo Sonce kar nehalo svetiti. Potem s časoma so ugotovili, da nekje od 21. decembra proti Božiču, ker praktično moramo vedeti, da Božič je iz starodavnih časov praznik Boga Sonca. Takrat za Božič so predniki ugotovili, da Sonce ne bo kar nehalo svetiti, ampak se je praktično na nek način njegova dolžina oziroma dolžina dneva je ohranila isto število ur ali minut in počasi se je začel dan daljšati. In v času Božiča so prižigali kresove in so ugotovili oziroma so slavili trenutek, da je svetloba premagala temo. To je zelo pomembno, to je dejansko začetek novega življenjskega ciklusa. Moramo vedeti, da proti koncu decembra vsa narava gre resnično počivati, vse se umiri, razen mi ljudje ne, takrat smo najbolj veseli, pa najbolj praznujemo, ampak nekje znotraj sebe, v svojem naravnem ritmu, čutimo, da je to čas za zaključevanje. In sploh bom rekla, letošnje leto je tako zelo simbolično, jezik univerzuma oziroma astrologija zelo simbolično sporoča, ker je nekaj dni pred 21. decembrom tudi lunin mlaj. Mlaj pa vemo, kaj pomeni. Zaključujemo. Luna gre dol, vse stvari počistimo, zaključimo vse tisto, kar ne potrebujemo več. 2 dni oziroma 3 dni po mlaju je Sonce tisto, ko doseže svoj minimum. Takrat je najmanj svetlobe, najmanj toplote in potem počasi proti Silvestrovemu, proti, bomo rekli, uradnemu začetku novega leta, se začne energija dvigati. Tako da vse štima. Vse štima. Ja. Vse je v naravnem ritmu. Tako. Praznovali bomo torej zares notranje 21. s kresovi in tako naprej, če želimo tukaj ohraniti vse to. Ampak če bi lahko astrološko leto 2018 opisala s 5 besedami, katerih 5 besed bi izbrala? Ok. To ni glih najbolj enostavno. Vem, se zato pa. Jaz bom rekla tako, nekje širši okvir, ogromno zemlje, ogromno vode, to je zelo pomembno. Se pravi, imamo možnost pogumni
postaviti sistem in svoje projekte na mesto. To je pomembno. Definitivno nas bo pa znotraj te posode, ki nam zagotavlja sistem, mir, ampak istočasno delo, napredek, znotraj te posode se bo pa definitivno dogajalo. Bo brbotalo, bo se dogajalo, ampak jaz vedno rečem, za pogumne ljudi, za ljudi, ki so blizu sebe, je tudi 2018 leto, ki lahko ogromno prinese. Še bolj kot to, tako kot sem gledala, mislim, da lahko predvsem postavimo svoje življenjske projekte na trdne temelje. In bom rekla, vse pretrese vzamemo kot eno veliko preizkušnjo, da vidimo, da moramo nekatere stvari mogoče še malo popraviti in potem rečemo, to je to. Zanimivo bo astrološko leto 2018. Bi lahko rekli, da je to leto, ko maske padejo in iskreno postavljamo stvari, imamo iskrene odnose, kar pomeni, da bo dosti izzivov za tiste ljudi, ki niso bili iskreni s sabo in z drugimi. Ja, če pogledamo, v bistvu nikoli se eno leto ne konča in drugo nadaljuje, ni vmes vakuum, ampak vedno tečemo. V bistvu to so samo tiste simbolični premiki. In vsi tisti, ki so v letu 2017 že bili iskreni sami s sabo, ki so svoje projekte, ki izhajajo iz srca, dali na plano, tisti bodo lahko v letu 2018 delali to, kar sem rekla. Se pravi, svoje življenjske projekte, svoje ustvarjalne posode na nek način stabilizirali, jim dali neko trdnost, postavili svoj življenjski status, postavili svoje življenjske projekte, mogoče si zagotovili, da bodo lahko, bom rekla, si zagotovili neko varnost. To je pomembno. Tako da absolutno pa iskrenost do sebe pa praktično velja ves čas, ampak bolj ko smo iskreni, večjo podporo imamo. To je zelo pomembno. Kot profesionalna astrologinja, ki deluješ v Sloveniji tudi čez meje, to smo že tudi slišali, vedno verjetno pogledaš v novem ciklu tudi mrke in take zadeve. Je to ena izmed prvih stvari, ki jih preveriš, zato da dobiš nek vtis? Absolutno, absolutno. Definitivno so mrki ena zelo pomembna, bom rekla, prelomnica, pomembni stresni dogodki, pomembni pretresi v pozitivnem smislu lahko, mogoče lahko za marsikoga tudi, bomo rekli, včasih v negativnem smislu. Tako da absolutno vsakič in pri posamezniku in pri splošnih energijah naše gaje, naše zemlje, pogledamo najprej mrke oziroma pogledam mrke. Ne samo mrke, vse lunacije. Se pravi, lunacije so pa, ko luna raste, pada, se pravi prazna luna oziroma mlaj, polna luna in ciklus lune. Ker mrke niso nič drugega kot lunacije, pač astrološko so stvari malo drugače postavljene, malo močnejše zadeve se tukaj dogajajo. Zelo pomembno je vedeti, da v letu 2017 nismo imeli nobenega popolnega luninega mrka. Medtem ko v letu 2018 imamo izmed 5 mrkov 3 sončeve, ampak 2 popolna lunina mrka. Kateri so to datumi? En popolni lunin mrk se zgodi že konec januarja, tako da bomo se že kar počasi pripravljali na njega. Drugi popolni lunin mrk se zgodi konec julija. Vedno nekako grejo mrki v zimskem času in v poletnem času, razmakajo okrog, bomo rekli, pol leta. Ampak pomembno je vedeti, da mrki se aktivirajo tudi med letom, tako da mi smo cel čas nekako pod pogledom mrkov, oziroma mrki so tisti, ki nas na nek način, rekla, kot da te stresajo, a veš. Prizemljijo. Prizemljijo, stresajo, v glavnem naredijo nekaj, da se prebudimo in da na tistem področju, kamor nam mrki padajo nekje v obdobju 2 let in pol, da smo na tistem področju resnično zelo aktivni. Ker če nismo aktivni sami od sebe, nas pa že življenje postavi, da moramo
reagirati. Da moramo reagirati. Verjetno je zdaj, ko se leto zaključuje, tudi čas, ko ljudje pridejo k tebi, da si naredijo astrološko karto, če je še nimajo narejene, da ti lahko vidiš potem iz te karte 2018, kaj je recimo fajn, v katerem obdobju je, a ne? Ker verjetno za nekoga je zdaj bolj posel, nekaterega družina in take zadeve, ne? Je verjetno drugače, ampak a bi lahko recimo rekla tudi po teh astroloških znamenjih, kot so dvojček, rak, devica in tako naprej, za koga bo najbolj primerno, najbolj ugodno recimo leto 2018? Ja, v bistvu zanimiva stvar je, zdaj bom mogoče uporabila tudi kakšen astrološki izraz, recimo Jupitra, vsi poznamo, ne? Planet Jupiter je tisti, ki nam prinaša obilje na nek način, ki nam prinaša dobre stvari. Skratka, nam spotencira tisto, kar že delamo. Lahko tudi obilje solz, naprimer, ampak predvsem obilje veselja, denarja, dobrih stvari, sreče. In glede na to, da imamo planet Jupiter v letu 2018 celo leto v znamenju Škorpijona, je to leto za vodna znamenja ugodno. Kaj pomeni za vodna znamenja? Zdaj, da ne bodo gledalci mislili, aha, ker imam sonce v Škorpijonu ali pa sonce v raku ali pa sonce v vodi, je to to. Ni samo to pomembno. Pomembno je, da imaš več planetov v določenem znamenju, ker to pomeni, da si sestavljen v večjem procentu iz vode, kot mogoče nekateri drugi ljudje. In za vodna znamenja bo leto zelo ugodno, tudi za zemeljska. Katera so vodna, katera so zemeljska? Recimo vem, da to vsi govorijo, aha, vodna, vodnar, pa glih vodnar ni, ne? Ne, vodnar je pa zračno znamenje. Vodna znamenja so rak, Škorpijon in ribice. Se pravi, imeti več planetov v teh znamenjih pomeni, da si močna voda, da imaš ogromno vode, pomeni, da drugače deluješ v svetu kot recimo ognjeni ljudje. Na nek drugačen način, mogoče bolj iz ozadja, mogoče bolj čustveno, bolj premišljeno. In v tem letu je Jupiter v Škorpijonu. To pomeni, da bo spodbujal te ljudi, ki imajo ogromno vode v sebi oziroma več vode v sebi, k razvoju, k transformaciji. Se pravi, bo mogoče bolj tak ženstveni pristop, tisti, ki bo deloval ne tuk moški, arroganten, dominanten? Ja, absolutno. To si zelo lepo povedala, ker ne samo to, da bo Jupiter v Škorpijonu, Škorpijon je absolutno žensko znamenje, čeprav je Škorpijon tisti Škorpijon, ampak to je žensko znamenje, pasivno znamenje. Ženske delujemo na drugačen način, na pasiven način, kar ne pomeni, da dosežemo manj, ampak imamo svoj, bomo rekli, vodeni, zemeljski način doseganja svojih ciljev. Po drugi strani imamo strica Saturna, našega učitelja, ki že konec leta, oziroma tik pred začetkom astrološkega leta, naravnih ciklusov, vstopa v znamenje Kozoroga. Ja, kaj pa to pomeni? To pomeni, Kozorog je absolutno znamenje Zemlje. Ja. Saturn v znamenju Kozoroga je izredno močan, tako da bo v tem znamenju izražal svoje pozitivne lastnosti. Pravi, za tiste, ki ga bodo znali uporabiti. Sistem, disciplina, delo, ambicije, ustvarjanje svojih projektov, jaz vedno rečem temu, ustvarjanje zdravih temeljev za vse tisto, kar smo mogoče v enem letu prej ugotovili, da bi pa mi mogoče radi počeli. Tudi na osebnem področju, ne govorimo vedno samo o poslovnem, ampak definitivno poslovno in osebno je vse skupaj ena velika mešanca in če imamo eno in drugo urejeno, potem smo srečni. Vsak si želi posel, ki bo podpiral finančno družino in družino, ki bo podpirala tega človeka, da bo upravljal ta posel. Se pravi, je tukaj vzajemno, ne? Tako da iz tega vidika veliko zemlje, veliko vode. To je nekako leto 2018. Še vedno bo tisto, gremo naprej, inovativni pristopi, razvoj, nove tehnologije, podpora, ampak nekako bomo veliko bolj prizemljeni. Super, končno. Ja, to je pomembno, da dejansko pogledaš temelje, da vidiš, če vse štima, da potem lahko gradiš naprej. Tako da, če ima kdorkoli, recimo zdaj zaenkrat težave, da posel ni vzpostavljen tako, kot bi moral, da nekako nima nekih stabilnih prihodkov, je to čas, da nekako sistematizira poslovno področje, tudi privatno področje. Tako, kot si prej rekla, pomembno je poleg
energij splošnih, v katerih smo vsi kot celota, poznati svoje energije, se pravi svojo karto, da veš, kje se ti dogaja. Če lahko jaz zdaj to prevedem v moj praktični jezik, bi lahko rekla, da ženski princip v poslu in vse te zadeve bo dejansko dal neke rezultate, medtem ko tisti ljudje in tudi ženske, ki pa uporabljajo dominanten pristop, kjer hodijo po ljudeh, grejo preko trupel na silo, zato da bi nekaj dosegli, pa pač enostavno ne bojo imeli podpore, se bojo pa tukaj zaustavili. Ja, dejansko podpora bo na tej strani, zemeljski in vodni strani. Pravica naj živi! Ampak ta Saturn nam bo dal pa torej tudi ta red, disciplino. To sem hotela reči, ja. Red, disciplina, ambicioznost, definitivno to ne pomeni, da nič ne počnemo, ampak to pomeni, da počnemo, da smo delovni, da smo disciplinirani in potem nas bodo energije podprle, absolutno. Fajn je, da so to neke nove, inovativne zadeve, potem nas bo tudi staro podprlo. Nekako se tradicija in, bom rekla, novodobni način razmišljanja zelo podpirata. Mislim, da sva že v prejšnjih oddajah govorile, nekako že drugo leto se Saturn in Uran podpirata. To je zelo pomembno, ker potem ne pride do rušenja, se pravi, ne narediš nekaj, pa porušiš vse za sabo, ampak nekako greš stopnica po stopnica, stopnica po stopnica. Jasmina, že nekaj let se pogovarjava v oddaji Klepet ob kavi, že nekaj let deliš svoje nasvete z nami in spomnim se tudi trenutkov v maski, recimo, ali pa ko smo se pripravljali na oddajo, ko si rekla, ja, lej, zdajle, ne vem, čez en teden, veš, je pa zelo tak neugoden dan, tole nekaj ne bo v redu in recimo smo imeli takrat, ne vem, pa je letalo dol padlo, pa nesreče, pa tak naprej. Skratka, so bili neki taki zelo stresorji, pa taki dogodki, kjer je zanimivo, jih lahko ti kot astrologinja vidiš že vnaprej, ker vidiš, kaj se dogaja dejansko v planetih. Lahko kaj takega drastičnega tudi v 2018 pričakujemo, zaradi teh mrkov, pa take zadeve? Ja, zdaj treba je biti previden v napovedih, ker astrologija praktično kaže potencijale, odpira. Vedno je odvisno, kdo je tam, na kakšnem nivoju, recimo, ampak dejstvo je, to sem že prej poudarila, da imamo dva popolna lunina mrka. Popolni lunini mrki zelo močno vplivajo na maso, na večje število ljudi. Se pravi, na masovne dogodke? Tako. Zelo močno vplivajo na naravne, bom rekla, naravne vremenske pojave. Se pravi, lahko tudi pride kakšna naravna zadeva, ki bo masovno dotaknila se ljudi? Ampak moramo vedeti, da praktično Zemlja se stresa vsak dan. Samo mi ne čutimo tega, ker so to mali potresi. V teh časih, ko so mrki, je pa zadeva močnejša. Tako da lahko tudi mi občutimo, mi kot prebivalci Zemlje, lahko tudi občutimo te večje potresne premike notranje znotraj Zemlje in vidimo potem, kaj sledi, razni cunami oziroma orkani in tako naprej. Se pravi, tudi se lahko zgodi? Ja, to je vedno mogoče, sploh kadar so popolni lunini mrki. Definitivno astrologija tudi vidi področja, kjer so stvari lahko močnejše. Jaz mislim, da bojo poletni mrki oziroma poletni popolni lunin mrk lahko na nek način težji od zimskega, čeprav pri tem zimskem mrku, ki sicer pri nas ne bo viden, ne bo vplival na področje, kjer mi živimo. Bo bolj notranji? Notranji absolutno. Vsak posameznik ga bo doživljal svoje mrke, absolutno, odvisno pač na katerem področju. Če govoriva z vidika vremena, pa absolutno se lahko dogajajo kakšne vremenske nevšečnosti. Mogoče pri nas, recimo v Zahodnji Evropi, ne vem, več snega, več sam sneg oziroma samo kar tako zimo zahtevno bi lahko že kar v decembru imeli, konec decembra. Zanimivo. Astrologinja Jasmina Krt je bila v naši družbi in kaj mi je všeč pri njej? Zakaj jo toliko časa že vabimo? Jasmina Krt ni tista, ki reče, zdaj bo pa to, ni tista, ki nas straši z nekimi negativnimi zadevami, ampak nam kaže potencijale, nam kaže, kateri izziv nam prinese priložnost za rast, napredek, kajti to je tisto, kar resnično nekaj pomeni, to je bistvo. Pri starejših ljudeh iskali popise, kje je kakšen izvir, ki so ga imeli, ker stari ljudje so vedeli za vse izvire. Jaz nisem nič novo odkril.